Spoštovani gospod predsednik, gospoda nadškofa, tako pozdraviš ti, Marcel. Tako pozdravim. Jaz bom pa rekla, pozdravljen, Marcel. Tako pozdravljena, tako sem pozdravljal. Včeraj na dan Svobode medijev ste na Studio City izvedeli, da Studia City, kot smo ga poznali, ne bo več. Kaj se torej dogaja? Kje ste? Ja, zelo daleč od tega, kar je bilo, smo praktično nas ni več. Mene so očitno odstavili, ne da bi mi to povedali. Poklicali so urednico po dolgih dnevih, ko se recimo odgovorna urednici Studia City Alenki Kotnik sploh ni javljala, ni odgovarjala na njene maile, jo je poklicala in je povedala, da pač očitno mene ni več, Studia City ni več. Potem so naknadno očitno se odločili, da to, kar bodo delali, ne bo nova oddaja, ki bo nadomestila Studio City v našem terminu, ampak bo očitno še vedno Studio City, samo z novim voditeljem ali voditeljico, karkoli bodo, kdorkoli že bo to, ne. In naj bi se začela kot 30. maja, do takrat pa naj bi vrteli retrospektive Studia City. Tega Studia City, ki smo ga mi delali. Tudi jaz sem sama, kot nek disclaimer, naj povem, pred 20 in več leti delala na Studio City in se spomnim že od takrat, vedno se je govorilo, da nekdo hoče ukiniti Studio City, vedno so ta Studio City ukinjali. Od prve oddaje. Od prve oddaje, jaz se spomnim, ko sem prišel po prvi oddaji, ko smo jo posneli takrat enkrat junija leta, mislim, 1989, smo posneli prvo oddajo, ki je bila posneta eksperimentalno, skratka, začeli se je potem šele jesen, ampak ta je bila posneta takrat enkrat. In ko sem prišel jaz naslednji dan na Studio City, je bilo že, da to je ta zadnja, prva in zadnja, tudi pisali so takrat prvič in zadnjič. In ker v prve sezone konc je bilo, to je prva in zadnja sezona. In potem se je to ponavljalo že takrat. Stalno se je Studio City pravzaprav ukinjali, nihče ni vedel, ampak pravzaprav nihče ni vedel potem več, kako ga ukiniti. Ker je bila oddaja, ki je bila malce zunaj tega sistema televizijskega, ker je že Tomaž Perovič ustanovil, takrat je bila del eksperimentalnega programa, tako da Studio City pravzaprav pol nihče ni hotel imeti kaj dosti opravka, noben urednik, vsi so najprej pomislili na to, kako bi ga ukinili. Ne pa kako bi ga uspodbujali, kako bi ga motivirali, kako bi mu pomagali, kako bi mu ustvarjali pogoje idealne za delo in tako naprej. Ampak kljub temu je Studio City z leti dobil rejtinge, renome, so nek kultni status in tako naprej. To ni samo moja zasluga, zasluga vseh, ki so sodelovali, sodelovali so mnogi, pravzaprav v vseh teh letih, imaš lahko tam dobesedno who is who, kdo je kdo je bil. Tudi si sebe omenila, lahko bi jih mi zdaj naštevala. Jaz sem omenila samo kot disclaimer. Kdo vse je šel skozi Studio City. Ljudje bili presenečeni, ko so vsi pozabili že. Kdo vse je šel skozi šolo Studio City. Ja, skozi šolo Studio City. No, poglej, torej desetletja se je ukinjalo Studio City in doslej ga nihče ni ukinil. Zakaj se je to tokrat zgodilo? Zakaj? Verjetno je več odgovorov na ta zakaj. En izmed teh zakajev je verjetno to, da je to vodstvo izgubilo volitve. To vodstvo je namreč televizijo, nacionalko, to slavno, mogočno hišo prelevilo v propagandno orožje za predvolilni boj. Ene stranke. Skratka, ta stranka ni zmagala. Pomeni, da je to vodstvo izgubilo volitve. In zdaj maha z repom. Zdaj skuša očitno požgati mostove. Ali ne vem, kaj počne čistočno. Ampak to, da ukinejo oddajo, ki ima tako visok rejting, to je tudi poslovna škoda, verjetno, poslovna napaka. Ukinjati kar tako, na pamet. In še naprej, to kaže, pravzaprav je dobra metafora Slovenije. Kako to, da se lahko v Sloveniji zgodi kaj takega, da tak človek, kot je ta ženska, ukine čez noč oddajo, kot je Studio City. Govoriš o šefici informativnega programa. Šefici informativnega programa. Kako lahko taka oseba ukine, oseba, ki ne slovi ravno po svoji prisotnosti, kot pravim, se ni javljala na maile. Jaz v nasprotju sem 24 let vodil Studio City, 24 let nisem niti enkrat manjkal. Prišel sem, ko sem imel 38, 39, 40 stopinj Celzija. Med oddajo, med snemanjem sem hodil za po 10 minut ležati tam, da so me spravili k sebi in sem šel potem voditi naslednji intervju, ko je bila kriza. 33 let jaz sem od prve oddaje v Studio City, prej sem imel film seveda, niti enkrat nisem manjkal. Jaz sem bil v vseh oddajah Studio City v zadnjih 33 letih.
In kljub temu me nihče niti ni poklical, niti nič vprašal, odstavili so me, ne da bi me. Skratka, blazno, nerodno in primitivno so se lotili in odstavljanja mene in odstavljanja Studia City. Vse to sem te hotela vprašati. 24 let si vodil Studio City. Kako se počutiš? Zdaj tako. Ne počutim se ravno idealno, ne počutim se ravno, da bi skakal. Nisem pa ne vem kako zlomljen, zato ker smo mi vsi pravzaprav mal pričakovali take stvari. Da se bodo stvari začele odvijati v to smer. Namreč Studio City niso ugasnili po naključju za 2 meseca. Zdaj, mislim, tega nihče na normalni televiziji tega ne počne. Misliš, v tem predvolilnem času, ko je bilo rečeno začasno? Oddaje, ki ima 7-8% ratinga, ki je med najbolj gledanimi oddajami informativnega programa, ne ugasneš za 2 meseca nikoli. Pa tudi ne med predvolilno kampanjo. Zato, ker navsezadnje nacionalka ima drugi program. Mi bi lahko bili na drugem programu. Mirno. Lahko bi bili tudi vmes so bile oddaje, ko bi lahko bili. Nobene potrebe ni, da smo odpadali. Na vsezadnje na drugem programu ni bilo ničesar. Na drugem programu tiste panorame, ki so jo oni najavljali, ne, da bojo začeli s tem programom, na drugem programu s tem ni bilo nič. Skratka, drug program je bil pripravljen za to, da bi lahko tam, recimo mi, imeli rezervni termin. Pa nas ni bilo. Kar pomeni, da so že s tem pravzaprav najavili prihodnost, ki je potem prišla in je očitno prišla. Iz RTV so danes sporočili, da Vida Petrovčič, ki se je včeraj omenjalo, da naj bi vodila oddajo, ne bo vodila. A imaš ti kakršnekoli informacije, kdo naj bi vodil? Ne, nimam pojma. Vem pa, da je odgovorna urednica ponujala vodenje konec prejšnjega tedna 4 voditeljem in voditelju in 3 voditeljicam nacionalke in so vsi 4 zavrnjeni. Potem je očitno ponudila Vidi Petrovčič. Ne vem, kaj se je zgodilo, ampak hecno je to, ne? Kdorkoli, samo jaz ne. Kdorkoli, samo jaz ne, pa čeprav sem 24 let vodil in rekel, zdaj ne vem, Studio City, zdaj prav, da bo Studio City prenovilo, kaj ne. Zdaj ne vem, Studio City meni ni ravno zgledal kot oddaja, ki rabi prenovo. Urednica Studia City Alenka Kotnik je včeraj rekla, da ste zavezani in odgovorni zgolj javnosti in citiram, če pade Marcel, pade Studio City, če pade Studio City, pade javna RTV. Ja, kaj ne dodam. Ne, mislim, da javna RTV bo ostala, vprašanje, koliko bo ostala javna, ampak problem je v tem, da je to norčevanje iz javnosti, to je norčevanje iz publike. Vendarle Studio City ima, ne vem, če ti rečem, kadar recimo med intervjuju je 8, včasih 9%, ne, mislim, to so oni samo pržgani televizori, ne, pomisli vse te digitalne napravce, pa na zamik in tako naprej, pa prideš do ne vem kaj, do 200.000 gledalcev, to je 1/10 slovenske populacije. Razumeš, to je proporcionalno ogromen. V Ameriki tak proporc gleda, kaj že, finale nogometa njihovega, ne? Kaj nam lahko poveš iz zakulisja, kaj vse se je dogajalo? Zdaj, ti si bil pripravljen voditi oddajo brezplačno, to je bilo javno skomunicirano. Ja. Zakaj? Kaj se je dogajalo še v zakulisju? No, mi dva za nekaj sva govorila in sva ugotovila, da pač je v interesu oddaje, da pač oddaja ostane. Ne? In da je v našem interesu, da oddajo zaščitimo. Če bi bil problem tvoj honorar. Ja, če problem pač, ja, ker na neki točki se je zdelo, da pač očitno se ni zdelo, ne? Je bilo to čisto utemeljeno. Namreč to vodstvo je Studio City počelo to, kar je prej Janševa vlada počela Slovenski tiskovni agenciji. Skratka, definanciranje, ne damo vam denarja. Skratka, najprej so začeli s tem, ne bomo plačevali več kolumnistov. Ne? Skratka, tistih mnenjskih in tako naprej ne plačujemo več. Potem so očitno prišli v naslednjo fazo, pri meni ne podaljšamo pogodbe, ne bomo ga plačevali več. Ne? In so mislili, da bo pač to nekako zdaj Studio City ustavilo in ne vem kaj so mislili čistočno, ne, pravzaprav ne. Ampak dejstvo je to, da v trenutku, ko sva se midva zmenila in sklenila in Alenka potem obvestila javnost, da bom jaz vodil oddajo brezplačno, zastonj pro bono, toliko časa, dokaj se stvari ne uredijo,
so potem prešli očitno v naslednjo fazo, ne, in ta faza je bila dosti histerična, ne, ker je tudi, se mi zdi, da šokirala, mislim, mnoge, ne sam zdaj tam nas. Mene so spraševali, smo presenečeni, ne, presenečeni nismo, mi šokirani smo. No, odzivi ljudje so res enormni, ne samo novinarska javnost, tudi čisto običajni ljudje. Koliko tega pride do tebe, do drugih ustvarjalcev oddaje. Ne povem, da oddaja, ljudje sicer vidijo, gledalci vidijo tebe na ekranu, ne? Ampak to oddajo se ustvarjajo še mnogi tvoji kolegi, sodelavci. Ja, tudi, tako bom rekel, ta oddaja je bila skozi režirana malo drugačne. Tako da tudi režiserji so bili nad vse pomembni za to, da ne govorimo vseh, ki so delali, si rekel, tam smo bili neka ekipa. In tudi mimogrede, ne, ko so delali te notranje evalvacije, kako se reče, ne vem, rekel, oddaj, ne, z vseh vidikov, ne, so pravzaprav Studio City dajali zmeraj za zgled dobro producirane oddaje, pri kateri vse teče gladko, brez problemov. Mi nismo nobenega problema. Nikoli, niti enkrat se ni zgodilo, da bi se med oddajo kaj zgodilo, da bi nekaj počeli, da bi se nekaj ustavili, da bi do neke motne prišlo, do neke napake, tehnične, ne vem kaj. Zmeraj je bilo vse gladko, tekle ko namazano. Tako dobro uigrani smo. Mi smo res dobra uigrana ekipa. In tudi so ljudje odhajali in prihajali novi, ampak so se lahko takoj vklopili, zato ker je bil to en tak mehak kolektiv. Ne? Vodstvo informativnega programa TVS je kot razlog za te spremembe zapisalo, da so tvoje izjave na javni tribuni o RTV, to je bila javna tribuna, ki je bila konec marca, novinarji pa ste takrat sporočili, da ne boste nikogaršnji hlapci in da ne boste tiho. Ocenili so te tvoje izjave kot žaljive, del javno izrečenega pa da naj bi lahko razumeli kot grožnjo zoper posamezne zaposlene. Ker si ti takrat rekel, jebeno več nas je kot njih je samo ene par in vemo, kdo so. Kako to komentiraš? Torej, tako. Zdaj, to je huda manipulacija. Ne? Zdaj, to je trganje tega, kar sem jaz takrat tam prepovedoval in govoril iz citata. To oni počnejo že ves čas. Od dneva ena. Namreč, jaz sem bil na tej tribuni. Na tej tribuni sem jaz imel najprej nek govor, tako kot vsi tam sodelujoči smo imeli govor, vsak svoj speech, ne vem, kratek, ne, eno stran recimo. Ne. Potem smo pa tam debatirali in so ljudje, skratka dvorana je bila itak polna Mladinskega teatra in so ljudje debatirali, polemizirali in tako naprej. In potem je nekdo gor iz publike, niti nekdo, ker je bila zatemnjena dvorana, vprašal mene, se obrnil name in vprašal, kaj pa jaz mislim o tem, kar se dogaja na nacionalki in kaj bi jaz naredil. In jaz sem rekel, da se mi zdi čudno, da je njih samo ene par, nas pa ogromno. In zdaj ti, ki jih je ene par, pometajo z ostalimi, jih žalijo, blatijo, ponižujejo, odstavljajo, umikajo oddaje, ne vem, kaj počnejo še. In je čudno, da se nič ne zgodi. In potem sem rekel, kaj bi jaz naredil? Uprite se, ko vam rečejo, naredite to in se vam ne zdi prav, recite ne. Nam so rekli, ne smete imeti Roberta Goloba, to je sama Rebernik, ne, zahtevala, da se odpove Goloba. Da ga ne gostite. Da ga ne gostimo in to dan ali pa dva pred oddajo. Ne, in smo rekli ne. In rekel sem, to sem tudi povedal, rekli sem, da ne odpovemo Goloba, smo rekli ne. In smo Goloba imeli, zakaj pa ne bi Goloba imeli na vse zadnje? Mislim, Golob je bil takrat najviše pozicioniran slovenski politik, na nacionalki pa kot da ga ni. Lepo te prosim. Zdaj, če je kdorkoli iz vodstva razumel te tvoje besede, ki praviš, da so bile iztrgane iz konteksta, zmanipulirane z njihove strani, kot grožnjo, se sprašujem, a te kdorkoli toži zaradi njih? Jih je kdorkoli prijavil po tvojem vedenju? Ne. Januarja si za Metino listo rekel, zaradi takšnih stvari smo šli iz Jugoslavije. Seveda. Povej mi, kakšnih vse stvari in kakšna je predzgodovina tega, kar se je dogajalo. Skratka, omenil si že to dogajanje s kolumnisti. Zaradi medijske autokracije, ki je doletela to televizijo, zaradi ukinjanja oddaj, zaradi zastraševanja novinarjev, redakcij, na vse zadnje, poglejmo, kaj se meni zgodilo. In zdi se ti, da se vračamo v Jugoslavijo s temi ukrepi? Ja, mislim, zaradi takih stvari smo iz Jugoslavije odšli. In to, da se to dogaja leta 2022, lepo prosim, to je precej noro. Ne? Mislim, tako rekel, da jih ni sram. Kaj Marcel sledi? Zdaj, včeraj si na nacionalnem radiju rekel, da Studio City 9. maja bo. Ja, seveda. A ne na nacionalki. Kje bo, kaj si s tem mislil?
O tem bomo javnost šele obvestili, kje bo, ampak definitivno bo. Ampak temu se verjetno ne bo reklo Studio City, kako je zdaj s tem? Bomo videli, kako se bo temu rekli. Glede na to, da verjetno blagovna znamka spada. Kdo ve, morda se bo pa temu rekli Studio City. Nas pustiš pol v pričakovanju. Ja. Okay. Ja. Tudi drugi novinarji na RTV torej že dlje časa opozarjajo na to, kar si zdaj rekel, kar si našteval in zaradi česar si na Metini. Ja, zaradi tega sem jaz nastopil na tej tribuni in na uni prej, na tem zdaj, kako se reče, protestni novinarski konferenci in uni prejšnji protestni novinarski konferenci. Nisi se izpostavljal samo za Studio City, ampak za celo javno RTV? Za celo javno televizijo, seveda, sem tudi povedal takrat, da tako kot danes obsojamo avtokrata, ki je napadel Ukrajino, bi morali obsoditi avtokracijo, ki je napadla nacionalno televizijo. In ta novinarji so dali, ko so imeli prispevek v Dnevniku, tako so dali to mojo izjavo v prispevek, pa so jo potem na zahtevo odgovorne urednice Rebernik morali odstraniti. Zato sem jaz v zadnji oddaji Studio City tudi dvakrat prebral. Skratka, tudi drugi novinarji RTV seveda že dlje časa opozarjajo na, kot pravijo, stopnjevanje pritiskov, na kadrovanje, na slabšanje razmer dela, na žalitve in vpletanje politike v neodvisnost in novinarjev in novinark. Kaj tebi pripovedujejo drugi kolegi iz RTV-ja? Pač z njimi si zdaj veliko bil na javnih tribunah, verjetno tudi zdaj zaradi ukinjanja si verjetno z njimi veliko v stiku. Kakšno je trenutno vzdušje na RTV? Jaz si predstavljam, da mora biti grozno to vzdušje. To mislim, da je vzdušje nekega strahu. Ne? Bolj kot ne, po moje se temu strokovno reče mobbinga. Tako da verjetno bi, ne vem, se lahko še kdo drug oglasil. Okay, zdaj, po moje, malo bolj odločno, ne? Kot je zgolj recimo protestna tiskovna konferenca. Zdaj se pač tam ponavljajo te protestne tiskovne konference, zgodi se pa ne nič. Ne. Veliko se špekulira o stavki. Ja, veliko se špekulira o novem zakonu o RTV. Ne. Ampak zakon o RTV ni, pač to traja. To ni nekaj, kar se bo zgodilo čez noč. Ne, absolutno. Ne, to ni nekaj, kar se bo zgodilo čez noč. Govori se o stavki, to pač jaz nisem del tega, tako da ne vem zdaj pač, kako daleč so s tem. Govori se je tudi že prej, pa govori se je to, da bi pred volitvami bi bilo to nesmiselno, neplodno, zato ker bi pozgledali, da je to del neke predvolilne kampanje, tako naprej, zdaj pa volitev v konc in vsega zdaj, ne, pač kukar zdaj je čas, ne vem, kaj se bo zgodilo. Ne vem. Odzivi gledalcev so, kot sem že rekla, ogorčeni, ogromno je podpore dobivate. Novinarka Radia Slovenija Tatjana Pirc je včeraj nosila majico, tudi jaz sem Marcel, tudi povsem anonimni gledalci izražajo podporo, 40,000 podpisov je bilo zbranih. Zahvaljujem se, hvala. Res, podpora je neverjetna. Podpora je neverjetna in podpora vseh vrst podpora. In moram reči tako, da tudi številni desničari, tako imenovani, konzervativni, so me poklicali, so mi izrazili podporo in tako naprej. Tako da ni zdaj to nekaj tle, rekel, ena stran sam nezadovoljna s tem, kar se je zgodilo. Tako da tudi njim se zahvaljujem za podporo. Dan svobode medijev je bil včeraj, Slovenija je padla na lestvici za rekordnih 18 mest. Če postaviva vse to, kar so do zdaj govorila, v en kontekst pa pod črto, kaj bi rekel, torej, kaj se je zgodilo? Ime česa je to, kar se zdaj dogaja v Studio City? Ime česa je to? To je ime te norosti, ki je unikatna v Sloveniji. Nikjer na svetu, razen morda v vzhodni Evropi in Severni Koreji, nima neka stranka svojih medijev. In je pravzaprav obsedena s tem, da mora imeti medijski imperij. Tega nikjer ni. In v hipu, ko taka neka stranka začne graditi svoj medijski imperij in če potem še pride vmes enkrat ali pa dvakrat na oblast, imaš potem to, kar se dogaja zdaj v Sloveniji in potem tudi padeš na tej lestvici medijske svobode. Tako da lahko samo zardevamo in upamo, da se bo to hitro spremenilo, ampak si ne znam predstavljati, kako.
Ne znam si predstavljati, ker ne vem, če bo ta zakon o RTV ta, ki bo odrešil Slovenijo v tem smislu. Ne. Vodstvo RTV je danes poslalo sporočilo za javnost, da obsojajo žaljivke in verbalne napade na novinarko Vido Petrovčič, za katero se je, kot sem že rekla, včeraj razvedelo, da naj bi prevzela vodenje Studia City, pa so danes zanikali, da bi jo po novem vodila ona. Zakaj so pa, to je, da ti kaj veš, jaz ne vem. Verjetno na družbenih medijih. Okay. Je bilo kar nekaj podcenjujočih. A ja, to ne, če so, to je ona rekla, da ne bo vodila, kaj? Ja, RTV je rekel, da ne bo vodila. Ampak rada bi to razčistila, da bo povsem jasno. Tudi ti in jaz in vsi obsojamo vsake verbalne napade, žalitve, grožnje sploh. No, lahko bi rekli, tega niti ni treba poudarjati, pa je treba, obsojamo. Tako. Obsojamo, je pa tako, treba dodati, nacionalka, vodstvo te slavne, mogočne hiše je samo krivo za to. Norčuje se iz ljudi, tako kot je odstavljalo mene in tako kot je odstavljalo Studio City. Jaz govorim, Studio City je vendarle priljubljena oddaja. Ljudje so jo čakali. To, da se greš na tak način norčevati ljudem, se jim posmehovati, verjetno ni brez posledic. In zato je treba, bi rekel, izkoristiti vsak trenutek in reči, vsa histerija je popolnoma odveč. Vsi pozivi k nasilju, obračunu s komerkoli so odveč. Kdorkoli bo vodil to, kar bo vodil, naj vodi. Tam je zato, da je plačan. Nihče mi ni nič vzel. To, kar je zdaj tam, je na voljo. Naj se stepejo. Ampak to, da obsojamo vsakršne žalitve, nasilje, grožnje, karkoli, to še verjetno ne pomeni, da ne smemo biti kritični ali pa da ne smeš biti kritičen ti do postopanja vodstva RTV. Ne. Je pa nekaj treba, bi pa nekaj tukaj poudaril. Jaz sem bil kritičen do vodstva RTV na internih dogodkih. Skratka, na teh protestnih tiskovnih konferencah, ki jih je organiziralo Aktiv, društvo in tako naprej, in na tribuni, ki je sicer pa ne. Jaz sem zavračal vse intervjuje, v katerih so od mene pričakovali, da bom zdaj udrihal po nacionalki in vodstvu. Nisem. Predtem. Sem sodeloval takrat zato, da bi pomagal, bi rekel, nekako v tej situaciji stvari še jaz, bi rekel se, da vem, postaviti za nekaj, ne? Za tisto, kar se mi zdi prav. Ne? Ker te nacionalki so pač stvari zašle. Zašle so, kot se mi zdi, da še nikoli, ampak tako z naskokom. Z naskokom so zašle. Ne? Še tole o tem levičarstvu, ki se ga očita Studio City, bi rada vprašala, da razčistiva. Vi ste se večkrat, kolikor vem, vabili predstavnike SDS-a in vlade, pa včasih niso prišli, ne? SDS je dobesedno sabotiral, bojkotiral, niso hoteli. Na neki točki, ne vem, kaj se je takrat čisto točno zgodilo. Tisti SDS-ovci, ki so mi opisovali, so bolj govorili o tem, da je Janša na nek dan se odločil in je prepovedal vsem, bi rekel, SDS, tem poslancem, prihod na Studio City, skratka, gostovanje v Studio City, ampak ne toliko zaradi Studia City, takrat, ampak mislim, da zaradi nekega mojega teksta, ki sem ga jaz napisal takrat, je bil jezen. Teksta o antikomunizmu, če smo pri tem. Nek tekst ga objavil v Mladini takrat in je bil menda zaradi tistega blazno jezen in to je menda bil ta trigger, ne, povod takrat. Ne. Skratka, vi ste vabili kljub temu vladne predstavnike SDS? Mi smo vabili. Ja, tako je bilo, ko so una Janševa vlada, ta prva, takrat so še prihajali, normalno. Ta druga, ko je bila druga, takrat je bil že ta prepoved, anatema, ne. Ampak takrat so poslanci niso smeli, hecno je pa to, da ministri so pa hodili. Gorenak je prišel, Vizjak je prišel in tako naprej, Šircelj mislim, da je prišel. Skratka, ministri so še vedno prihajali, poslanci pa ne. Zdaj ne, od takrat naprej pa potem tudi niti ministri niso hodili. Kaj boš delal odslej? Kaj bom delal odslej? Pa jaz se mi zdi pisec. Ne? Ja, vsi vemo, ampak kaj boš delal v ponedeljkih zvečer? V ponedeljkih zvečer bom vodil Studio City. To, kar nočeš še povedati. Pa boš kaj povedal. V ponedeljkih zvečer bom vodil Studio City. Ok. Hvala lepa. Ja, hvala tebi.